Torej, če se je kaj pokazalo v tej krizi, je, da si želimo energetskih virov, s katerimi nas nihče ne more izsiljevati, energetskih virov, ki jih čim bolj obvladujemo tehnološko, pa tudi, ki ima zanesljiv in stabilen vir goriva. Jedrska energija se kaže v tej krizi kot eden večjih stabilizatorjev, še posebej jedrska elektrarna Krško, in je z tega vidika vredna, da se tega zavemo. Kar se tiče izgradnje drugega bloka, po mojem mnenju smo zdaj v fazi, ko mora stroka pripraviti, kot rečeno, serijsko rešitev. Ali bo to stroka recimo uspela pripraviti v letu ali dveh, bo pokazal čas. Obstaja možnost, da bi bil referendum že proti koncu mandata tega, če ne bo pa na začetku našega drugega mandata, kot sem napovedal. Kot je tudi zapisano v naši koalicijski pogodbi, se pravi najkasneje v roku 5 let, bi morali imeti pred sabo vse podlage, ne samo strokovne, tudi ekonomske, komercialne, tudi dovoljenja in soglasja, zato da bi lahko prišli pred prebivalstvo. Jaz bom ponovno ponovil, da mi moramo priti na referendum z rešitvijo, ki je izvedljiva. Danes o tem govoriti, ko ne vemo še praktično ničesar, bi bilo neodgovorno. Zato tudi bomo dali mandat slovenskemu lastniku Gen Energiji, da pospeši pripravo na drugi blok in tudi v ta namen investira precejšnja sredstva, da pridemo do točke, ko se bomo lahko kvalitetno, ne samo mi, politika, ampak tudi vsi prebivalci in prebivalke kvalitetno odločali o tem, ali želimo to ali ne. Danes izgleda taka odločitev z vidika potreb energetskih enostavna. Je pa res, da bi se želeli, da se verificirajo rešitve in da tisto, kar bo stroka predlagala, bo potem tudi dejansko izvedljivo.